Fakt slab narediti, čisto vsi telefoni so isti, samo stekleni sendviči, moja so se zajebali s tem YouTubeom. Ma ne, no, Dado, ne pa ničar, boš videl, nekaj pametnega bo sigurno prišlo mi. Ma ne, daj tukaj en kup časa, pa keša, pa daj še zaštrom midva nimava. Jaz grem kar na čudas. Čak, lej, no, Dado, lej, so doble z zifli pa, lej. Kje pa je? Kam pa, zakva? No, se ugasno. Jesus, pa li zdaj ki zanimiv ratar. Dado, lega, lej, se pripogiba se, no, pork. Človek pa hitro bo pa, res. No. Živijo, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV YouTube kanala in danes se moramo pogovoriti o tem, kam grejo pametni telefoni. Kam? Ja, kam? V bistvu, če je to višek razvoja pametnih telefonov. Tako da, če vam je ta video všeč, močno upava, da vam bo, ga prosim všečkajte, naročite se na najin kanal in pa spremljajte naju na Facebooku, Instagramu, Twitterju in pa na TikToku, ker je TikTok zdaj zelo aktualen. No, God, please, no, no! Dajmo začeti. Ok, v zadnjem videu sva mimogrede omenila, če spremljate tehnološki svet, če spremljate najine videe, boste slej ko prej naleteli na eno trditev, da telefoni postajajo skozi bolj dolgočasni, da ni več nobene ta prave inovacije in da se telefonov ne splača menjati prej kot na 2 leti. Veliko youtuberjev je to že rekel, zdaj je pa cajt, da tudi midva pripolnejo nekaj o tej temi in da poveva svoj mnenje glede tega, če so že dosegli svoj vrhunec. Ok, dajmo začeti. Eno dejstvo je, da je ta eksploziven razvoj pametnih telefonov, ki smo bili priča zadnja leta, da se je počasno. Včasih smo imeli gromozanske inovacije, dobesedno vsak let, če se spomniš, recimo od mobitelov, ki so izgledali kot cegli na začetku 90-ih. Potem, da so bili veliko bolj estetski, pa da so kamere dobili, potem so prišli poklopni telefoni, sicer ne ta, ker ta je najnovejši, ampak kot vidite se vračajo nazaj poklopni. Potem smo dobili mobilce z zaslonom na dotik, Ker so imeli pisalo zraven. Tako, v katerega se je potem spotaknil Steve Jobs. Potem bili so operacijske sisteme gor in njihovi zasloni so prišli čisto do roba, nimajo več priključkov za slušalke. Zdaj so pa spet začeli postajati večji. Ogromni so zdaj že. That's what she said. V glavnem, to je na hiter en povzetek razvoja pametnih telefonov v zadnjih 30 letih, ampak zadnja leta se je ta razvoj počasno malo stagnira. Pojavil se je zelo velik upad prodaje novih telefonov, ker ljudje menjajo telefone na par let in ne več skoraj vsak let, kot je bilo recimo to nekih 10 let nazaj. In še tisti telefoni, ki so najbolj prodajani, so midrangerji, ne pa flagshipi. In dejansko imajo ljudje zelo dober razlog, zakaj ne kupujejo novih telefonov vsak let. Vsi ti novi telefoni so postali dejansko zelo zanesljivi. Nič kaj dosti se vizualno ne spreminjajo med sabo, zelo so si podobni. In recimo, če nimate take nesreče, da vam gre baterija že po 2 letih v franže, imate dejansko dosti velike šanse, da obdržite telefon tudi 4 leta ali pa več. Recimo, midva poznava posebneže, ki imajo telefone 6 ali pa celo 8 let. To je res ogromno. Ne moramo sicer reči, da se po svetu telefonov nič ne dogaja. Telefoni imajo vsak let večje baterije, višje osveževanje zaslonov, njihovi čipi so vsak let bolj zmogljivi, žično polnjenje bo kmalu dosegli 125 W, ogromno, brezžično 65 W, isto zelo ogromno. S kamerami lahko po noč slikamo in dobimo že res dobre nočne fotke, se vidijo zvezde, se vidijo nebodstvo, oblaki, če so takrat gor, pa naši telefoni postajajo v bistvu tudi neke denarnice, lahko si gor naložite bančne kartice ali pa kakšne druge kartice in z njimi poslujete samo prek telefona. Telefon je zdaj tretja roka v virtualni svet
in pa celo ključi od avto, zdaj recimo iOS 14 bo imel možnost, da je iPhone pameten ključ za BMW-je. Ja, to si pogledajte v videu pod iOS 14. Maba, na kanalu. Ja. Tako da, ja, kot je Dado rekel, ne moramo reči, da se ne dogaja nič novega. Samo skoki v razvoju niso več tako gromozanski, kot so bili, ne vem, včasih iz leta v leto. Če je bil recimo par let nazaj poudarek na strojni opremi, pa programski opremi, je 2020 v bistvu sedaj bolj poudarek na to, da se izpili programska oprema. Zato, da nam olajša nekako vsakodnevno življenje. Ja, telefone lahko danes povežemo z računalniki, z avti, pametnimi hladilniki, tablici, slušalke, zvočniki, karkoli se spomnite, in z eno napravo lahko te druge naprave upravljamo s telefoni. Sploh Apple je dober v tem, ker ima nek velik ekosistem. Ja. Vse naprave so praktično povezane med seboj njihove in je enostaven prehod iz ene napravo na drugo, pa tudi enostavna uporaba vseh teh naprav. Tako ja, pa tudi Android počasi že sledi. Počas. Odgovor se nekako zdi na prvi pogled zelo preprost. Telefoni so dosegli svoj višek, svoj maksimum, od tukaj naprej ne bo nič novega in v bistvu jih bomo kupovali tako, kot ne vem, kupujemo pralne stroje, mikrovalovke, druge gospodinjske TV-je. V bistvu, ko crkne, kupaš novega. Ampak misliva, da ni to čisto. Oh my god! Zelo verjetno je, da tak dizajn telefona, kot je zdaj nek steklen sendvič, steklon spredi zadaj, pravokotnik, da je dosegel svoj vrhunc, ker pač roko na srce, koliko daleč lahko iz tega še greš. Ja. Čisto možno je pač, da bojo telefoni enkrat še iz bolj trpežnega stekla, mogoče brez fizičnih gumbov, brez vhodov za polnjenje in koliko je zdaj že za slušalk vhoda ni. In bo verjetno še vse, tudi če tega ne bo, nek ta pravokoten dizajn še zmeraj ostal. Razen pač, če seveda začnemo razmišljati izven okvirov in tukaj pridejo v igro prepogljivi telefoni. Tukaj stvari ratejo zanimive. Ja. Zdaj, veva, da ste pač mnogi od vas skeptični glede prepogljivih telefonov. In tudi mi dva sva malo na okopih in so zelo dobri razlogi. Recimo, od tega, da jim je zaščita odstopala od ekrana, do tega, da je prišla umazanija v mehanizem za prepogibanje, da zasloni niso najbolj kvalitetni, trpežni, v glavnem en cel kup težav imajo. In dosti ljudi zaradi tega misli, da niti nikoli ne bodo funkcionalno uporabni, ker so potrebno vsebino lahko že vi dobite na nekem pravokotnem mediju, na pravokotnem zaslonu in ne potrebujete podaljševati zaslona v Ampak mi dva še vsem misliva, da je v teh prepogljivih zaslonih potencial, tudi če se bodo izkazali za neuporabne v vsakdanjemu življenju. Samo predstavljajte si scenarij, ko boste enkrat iz žepa potegnili recimo nek prepogljiv telefon, ki se mu bo povečal ekran, mogoče lih na to fora prepogljivega zaslona, mogoče kot holograf ali pa zaslon, ki se zelo zvija, tudi o tem že govorijo. Ja. Zdaj, mogoče bo šel razvoj celo tako naprej, da bo nekoč ta meja med telefoni, pa tablicami, pa računalniki, da bo totalno zabrisana. Da bo vse to v bistvu ena sama naprava, ki bo imela pač lastnost vseh treh. Podobno kot recimo danes ne uporabljate več posebej iPodov, če hočete poslušati muziko, imate vse na iPhonu ali pa pač na drugih pametnih telefonih. Ja, recimo predstavljate si tudi, da ste gradbinec ali pa arhitekt, pridete v službo, potegnete iz žepa neko tako manjšo napravo, ki zelo malo prostora zasede, pa razgrnete načrt čez celo mizo recimo in sploh ne bi bilo treba uporabljati fizičnih načrtov na papirju, vse na eni napravi delate, vse na enem mestu, pa še mogoče povezava z drugimi sodelavci, da lahko delajo kakšne spremembe, pa lahko tudi doma kakšne te spremembe delate, da ni treba vse v službi narediti. Ja, in to se sliši pač čisto možno, čeprav danes to zveni utopično, ampak tako, po drugi strani, kaj vse drugega je bilo še utopično? Recimo, ne vem, včasih so mislili električni pametni avtomobili, to ne bo nikoli. Jih imamo. Potem recimo mobilniki, prenosni telefoni, 100 let nazaj, ni šans. Pa jih imamo in prepogibajo se. Recimo, včasih niso niti mislili, da bo da elektrika. Imamo elektriko. Imamo avione. Imamo avione in pač, kar hočem povedati, je to
se nič od tega ne bi zgodilo. Če ne bi oni probavali. Ja. Pametni ljudje, če ne bi probavali, če jim ne bi spodleteli, pa bi še enkrat probali in bi na koncu dobili neko stvar, ki dejansko funkcionira in jo pač danes že vsak uporablja. Ja, dober primer je za to je recimo ta prvi iPhone. Microsoft je telefon na dotik s pisalom dal ven že 2001, 6 let pred iPhonom, ampak je propadel, spodletel je ta poskus, zaradi tega, ker ni bil dovršen, ni bil dost premišljen, ni bil dost uporaben telefon, ampak je bil ta propad tega telefona zelo pomemben korak za recimo iPhone oziroma za te telefone, ki jih imamo vsi danes v žepih. Ja. Zato podobno tudi mi dva misliva za te prepogljive telefone, ker tudi če jim ne rata in nikjer piše, da jim ne bo ratal, so še zmeraj pomemben korak za dobro smer razvoja, za pametne telefone in tukaj se bo verjetno v prihodnosti dogajala tista ta prava inovacija, ki jo vsi zaenkrat toliko pogrešajo v tej stagnaciji. Sploh pa, ko bo enkrat na sceno prišel Apple s svojim prepogljivim telefonom, lahko verjamete, da se bodo stvari začele zelo, zelo hitro odvijati in pa bojo takrat bo šele ratalo to zelo popularno. Tako. Tako da, glede na vprašanje, če smo dosegli višek pametnih telefonov, kar se tiče teh steklenih pravokotnih sendvičev, verjetno kar se pa tiče nasploh pametnih telefonov, v vseh oblikah, v vseh možnih verzijah, pa velikostih, ne. Misliva, da se je v bistvu tukaj šele začel, ker tukaj so zdaj šele prve generacije prepogljivih telefonov ven prišle in tukaj šele ratuje zanimiva stvar. In to bo tudi zanimivo za naju, da bo lahko tega vam poročala. Ja. Tako da upam, da ste uživali na polno, ko ste gledali ta video. Ja, in pa pač povejte nama spodaj v komentarjih, kaj vi mislite od prepogljivih telefonov. A to mislite, da je neka prihodnost, da bo to nekoč popularno, ali bo vse skupaj šlo v propad, kot že marsikaj do zdaj? Upamo, da ne. Vsakega vašega komentarja bova zelo vesela, vas bereva, se odzoveva na to. Tako da uživajte na dopustu. Se vidimo v naslednjem videu. Hvala za ogled. Čau.